naše zborovanje seveda namenjeno tudi temu, da kritično izmenjujemo misli in če se držimo načrta, ki ga imamo v programu, potem bi se sedaj nadaljevalo z okroglo mizo, ki nosi naslov, kot je zastavila moderatorka dr. Dragica Čeč, velika zgodovina skozi oči majhnega človeka, vprašanje spominov, dostopnosti in objavljanja. Naša moderatorka, ki je zasnovala tudi letošnje zborovanje, je povabila pogovoru Eriko Johnson-Debeljak in Majo Kač. Lep pozdrav vsem. Toplo pozdravljamo obe dami, ki ste se danes odzvali mojemu povabilu. Prva je gospa Erica Johnson-Debeljak, že Slovenka, kot vidite. Tudi se ji zahvaljujem, ker bo danes z nami govorila v slovenščini. Veste, da slovenščina ni lahek jezik in zato še toliko bolj cenimo njen prispevek. Druga je šele potem, ko sem jo povabila, ugotovila, da naša kolegica magistra Maja Kač, diplomirana zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka ter magistra umetnostne zgodovine, ki dela na RTV-ju, na portalu MMC. Gre za dve dami, ki sta vsaka na svoj način z svojimi interesi in osebnimi zgodbami zapustila tudi zgodovinarjem pomemben segment, s katerim se začenjamo ukvarjati. Pa bi mogoče na začetku samo dve besedi tudi jaz namenila osebnim dokumentom, potem bi pa obe cenjeni dami tudi predstavila. Letošnji simpozij, ki smo ga v bistvu organizirali v Naglici, ta Naglica je odraz družbe, v kateri živimo in še bolj delovnega okolja, v katerem smo posvetili osebnemu bratu zgodovinopisju. Mogoče je to tudi malo osebna zgodba ali pa osebna raziskovalna zgodba. Ukvarjali so se pač z vprašanji, ki so nek tak pogled v osebnost ali pa individualni vidik zahtevali. In ko sem jaz se že nekaj časa nazaj začela ukvarjati z tovrstnimi temami, sem ugotovila, da so v različnih delih Evrope v približno istem času začeli iskati posameznika. Motivi so bili različni, lahko so bile te množice, ki so iskali, so bile zelo različne. Ponovadi so bile to tihe, ali so bile marginalne skupine, ali so bile žrtve holokausta, lahko so bile ženske. In iz teh prvih iniciativ so tudi nastali prvi, ponovadi neinstitucionalni, na neki osebni ravni inicirani inštituti in muzeji, ki so začeli načrtno zbirati osebno gradivo od dokumentov, do dnevnikov, do pisem, do slik in pozneje tudi, ko se seveda z razvojem tehnike, tudi osebnih intervjujev. Šele zelo pozno, če to pogledamo, če to pogledamo v Evropi, to je že povedala cenjena kolegica profesor dr. Marta Virginila, so to začeli v različnih okoljih, v Angliji, na Nizozemskem. Ne boste verjeli, ampak tisti, ki velja za nekega iniciatorja te smeri na Nizozemskem, je v bistvu bil tisti, ki je dobil v roke dnevnike Ane Frank. Ko sem bila jaz otrok, so bili dnevniki Ane Frank dostopni že vsem. To institucionalno povezovanje, tudi neka metodološka refleksija tovrstnega ukvarjanja z zgodovino je pa zelo pozna. In bomo rekli, zadnjih poskusov zbiranja
res kritičnega odnosa do teh dokumentov je tale spletna stran, ki je nastala leta, spletna mreža, ki je nastala leta 2012 in ki povezuje te bolj ali manj privatne iniciative, ki rastejo v Evropi. No, toliko in mogoče še to, tudi v zadnjih 10 letih je pri vseh ostalih specifičnih zgodovinopisnih časopisih začel izhajati tudi revija, ki se ukvarja neposredno z vprašanji posameznika individualizma, to je European Journal of Life Writing, ker je pač nov časopis, je dostopen vsem in si lahko vsak članke pogleda, ima pa res v bistvu eno tako evropski uredniški odbor. Pri nas smo do nekih takih iniciativ, ki še niso nastale in upamo, da kdaj bodo, torej do nekega res načrtnega zbiranja osebnih pričevanj še zelo daleč, zato sem povabila v svoje vrste dve dami. Prva je Erika Johnson-Devenjak, Američanka, rodila in odraščala je v San Franciscu, nato pa študirala v New Yorku. Njena študijska pot je kar obsežna, diplomirala je iz francoščine, potem magistrirala iz poslovne administracije, na koncu magistrirala še iz ustvarjalnega pisanja, kot so to angleško besedo prevedli v slovenščino. Zares je pa nam postala znana in poznana po eni tragični usodi enega moža, ki je tudi zaslužen pripeljal v Slovenijo, Aleša Debeljaka, pesnika, esejista, kritika in profesorja, zelo plodovitega avtorja, ki je objavil 15 knjig esejev in 9 knjig pesmi, uredil več knjižnih antologij in se tudi metodološko spraševal o sociologiji in kulturi. Njegove knjige so prevedene v številne tuje jezike, zanje je prejel mednarodne jugoslovanske in slovenske nagrade. Naša druga povabljenka je pa Maja Kač, ki je leta 2016 magistrirala iz umetnostne zgodovine, svoje diplomsko delo posvetila in to z 20. stoletja, svoje diplomsko delo posvetila srednjeveški temi, ukvarjala se je z zemljevidi. Ko je leta 2014 MMC začel s spletnim portalom Spletno mesto ob stoletnici Prve svetovne vojne, to je naziv tega portala, je dobil najprej pohvalo Društva novinarjev Slovenije, naslednje leto pa še sta Maja Kač in Ana Svenšek dobila priznanje RTV-ja kot za izjemne in nadpoprečne delovne dosežke. V obrazložitvi so njuni delodajalci zapisali, da si je projekt v letu dni pridobil množico zvestih bralcev, dober sloves med strokovno javnostjo, bralce spletnega mesta pa spodbudil, da po družinskih arhivih poiščejo pričevanja svojih prednikov. Mislim, da sta zelo primerni sogovornici za temo, ki jo bi rada načela, in to je problem odpiranja družinskih arhivov, prikazovanja nekih tudi intimnih družinskih razmer v javnosti, ki pa za časovno distanco postajajo manj pomembna tudi za rodbino in veliko bolj pomembna za zgodovinarje. Naj rečem samo, da jaz kot tista, ki se ukvarjam tudi s kakšnim stoletjem, ki je bolj oddaljeno od sodobnosti, bi bila zelo žalostna, če danes ne bi imela na voljo plemiških pisem dveh plemkin iz Trsta in, bomo rekli, zelo odročnega gradu pri Ložu, ki sta pisali v slovenščini, vrgli stereotipne predstave o tom, da je bilo plemstvo tuje in govorilo samo v tujem jeziku, pisali v svojih pismih pa zelo veliko tudi v intimnih doživljanjih, ki so bili lahko takrat sporočeni samo na tak način. Pa bi kar začela s prvim vprašanjem.
intimnosti in v bistvu tega res razkritja intimnosti, ki ga je bila zmožna v zelo kratkem času, po zelo tragični sodi svojega moža, prav Erika Johnson, Debeljak. Erika, če smem, vas bi vprašala, kako ste zmogli ta pogum, da ste na tak način predstavili korespondenco svojega moža. Res, da je medij, v katerem je izražal svoje čustva, stereotipno javen, pa vendarle. Dober dan. Ne vem, če poznate knjigo, saj grem samo mimo. To so Aleševe razglednice, ali pa en kolekcija Aleševe razglednice, in da smo jasno, bom rekla, da ideja za knjigo je prišla takoj hiter, ker Aleš je bil nenavaden, da je pisal, recimo mi rečemo 10,000 razglednice v njegovem življenju, ampak ne vemo, je nemogoče vedeti. Največji dobitnika, ženska, je dobila 540, smo pisali v knjigi, ampak je rekla, imam več. In to je ena zelo lepa debata Aleševa in mislim, da je pokazal drug vidika njega, ker na televiziji je smešno, da to je prek majhnega človeka. On ni bil majhen človek, ni imel tisti velik glas, ampak tisti intimni stran, koliko je bil ljubeči kot mož, ljubimec, oči, kolega, pa to ni bil tako šir znan, bom rekla. Ampak to niso, seveda, kar je v knjigi, ni moja, jaz nisem lastnica te stvari. V knjigi so razglednice, ki je Leše pisal drugam. Kar jaz imam v družinski arhivi in pravzaprav naslednji teden pišem pogodbo z Lukom, za te stvari so seveda pismi pa razglednice, pa vse stvari, ki ljudje so pisali Alešu. To jaz imam v lastnino. Kar je tukaj noter, se morala iti ven, se morala se odločiti, ali pa se spomni, komu je pisal, in smo morali iti k tem ljudi in vprašali, ali lahko nam date, ali pa sposodite za to knjigo. Razglednice, ker Aleš je vam pisal. In to je druga stvar. Pri tisti, kot sem povedala prej, ko smo govorili, vi imate srečo, bom rekla, da jaz kot človek nisem, jaz mislim, recimo, lahko vam povem anekdota, ko smo govorili, kaj bomo pisali na grobnik Aleševi. Pri Tomažu Šalman piše pesnik, Tomaž Šalman in je velike fonto, in sem se spraševala, kako naj opišem Aleša. In se spomnim, da moj sin je rekel, za me ni bil pesnik, je bil oči. In seveda, ne bom pisala oči, ampak človek ima več vloge v življenju in če je javni človek, kot Aleš je bil, potem to je tisti, mogoče včasih je težko, da mi v naši družini seveda mislimo, da Aleš je bil naš, ampak je tudi bil vaš, je tudi bil drugi. In zato človek je odgovoren za zapuščeno, je fajn, da prepozna da en figura kot Aleš Debeljak je tudi vaš, ni samo moje. In stvari, ki naredi nalogo lažje za me, da Aleš, jaz sem odprti človek, kot javno sebe, sem pisala zelo o osebnosti o sebi, ampak tudi Aleš je bil tak. Zato nimam konflikta, ko dam ali pa stvari Luku, ali pa ko objavljam stvari v takih knjigi, redko kdaj imam konflikt, a bi to Aleš hotel. Aleš je bil relativno, ali pa zelo odprt s svojim osebnimi podatkami pa svoje zgodbe in jaz sem tudi tak človek, zato zame ni težko. Stvari razmišljam zdaj. Kar jaz sem pisala Aleša kot mladenka v New Yorku, a bom to, jaz sem imela, so imeli par erotičnih pismi, pa sem mislila za hec, kot v neki Borges zgodbi, da bi imela vse arhivi v Nuku odprta, razen ena pisem, ki bi zaprla 50 let in vsi bi rekli, kaj je ta pisem. Ampak tako, to tisti, ne vem, jaz nisem zelo zanimiva v tem kontekstu, ker nimam konflikta. Jaz mislim, da
In ko, ne vem, kaj ste rekli pred tem, jaz sem tudi pisala o Srečko Kosovelu v knjigi Srečko Kosovel, pesnik in jaz. In se spomnim, in jaz bolj me je zanimalo Srečko Kosovel kot mladi človek, kot mladenič je bil čeden, je bil vitalen v nek način in on je zdaj prerok smrti v Sloveniji. In mene je bolj zanimalo tisti človeški stran in sem pisala o tem. In sem šla na en literarni večer in ena gospa mi je res napadla, ker jaz sem nekako spekulirala, če je imel ljubezenske zgodbe, kaj, in sem gledala njegovo korespondence s Fanico Obidova in ena gospa v publiki mi je res rekla, da to je morbidno, neukusno in tako dalje. Ampak mislim, da v Sloveniji ne obstaja, kot bom rekla v anglosaksonskem svetu, ne obstaja žanr, tisti bolj posebni zgodovini. Tudi vse znanstveniki v Kosovelu so ignorirali mojo knjigo, čisto. Ker ta žanr ne obstaja, naprimer literary bibliography, we have tons of them, in brskajo po pismi, po podatkih in potem pove ena zgodba, ki je skoraj kot roman. Pa ni roman, ampak je res, da seveda, to je vedno izbira, kaj boste dali noter, kaj ne, pa tako pa poveste neka zgodba o zgodovinskem človeku in seveda bi lahko drug človek povedal v drugačen načinu. Ampak ta žanr ne obstaja tukaj, niste navajeni nekako tistih tretmaja zgodovinskih oseba. Pa mi imamo doma, bi rekli, 100-150 biografije, ki so bolj ali manj znanstvene, bolj ali manj literarne, od znanja zgodovinskih ljudi. In ta žanr mi je všeč, potem zgodovina malo postane živa, ko berete te bolj kao osebne stvari. In to, kot rečem, nisem zanimiv človek, potem smislu, ker nimam konflikta in samo nek pisati zaprta beseda. Hvala, Erika. Zdaj pa še Maja vprašala, kako ste se pa vi odločili, da boste dali ta javni poziv, da boste vi kot v bistvu medijska hiša zbirali nekaj, kar je v bistvu lahko intimna last posameznika. Lep pozdrav vsem. Ja, jaz sem predvsem tukaj popolnoma drugačna logika kot gospa Erika. Ona je v bistvu se mogla odločiti za vpogled v veliko bolj intimen, veliko bolj oseben del kot jaz, ker sem v bistvu samo pozvala najprej, da drugi z menoj delijo, potem pa seveda ta časovna distanca, ki je tukaj ključna. Zdaj, mi smo takrat, ko smo leta 2014 začeli zagnati to spletno mesto, prvi slovenci prve svetovne vojne, smo nekako razmišljali, da ne želimo samo osvetljevati dogodkov, samo pokrivati aktualnega dogajanja, ki se vrtelo v zaznamovanju stoletnice, ampak da se bolj dejavno aktivno vključimo v sam proces oziroma v to zaznamovanje, tudi s tem, da pozovemo in poskusimo sooblikovati ta arhiv osebnih zgodb. In smo dali v poziv komorkoli, ki želi sodelovati, da morda v svojih arhivih doma, kleteh, ne vem, na podstrešju najde neka osebna pričevanja svojih prednikov, ki so jih morda pripravljeni deliti z nami, se pravi, razglednice, ne vem, pisma, karkoli bi našli. V resnici smo bili blazno zadržani. Mislim, nismo pričakovali, da smo rekli, to verjetno odziva ne bo, se pravi, pričakujemo to, da bo moral portal oziroma ta spletno mesto temeljiti na nečem. Ampak v redu, pač bomo naredili z tega, kar bomo vedeli. V bistvu je bil odziv izjemen, dobili smo ogromno gradiva, pač od drobcenih pripovedi, da samo kaj se je njihovemu dedu, ne vem, zgodilo v vojni, od fotografije, ki je spremljal zgodba, ki so jo poznali, ali pa mogoče celo niso vedeli sploh ničesar o njemu, do zdravniških poročil, ki so ga dobili vojaki, ko so bili ranjeni, pa so lahko šli domov. Zelo različno gradivo, do seveda razglednic, ki so pač takrat za razliko od danes zelo položili po Evropi. Tako da v bistvu večji del tega gradiva smo tudi predstavili na portalu. No, verjetno povabili ste nam to verjetno z razloga enega od morda biserov teh nabirke, ki smo jo takrat dobili, pa pač dnevnik vojaka iz prve svetovne vojne, ki je bil na 3 frontah vsa 4 leta tako rekoč v vojni in je vse tako opisoval v
svoj dnevnik oziroma na neke lističe, ki jih je po vojni nakratno uredil z lepopisom prepisal v dnevnik. In gospod njegov vnuk nas je kontaktiral in nam to pokazal, pa smo rekli, da dajmo te zagotoviti. Mislim, super, da pride do bralcev, škoda bi bilo, da je tako pričevanje nekje samo pri družini. Je pa res, kot rečeno, to je ta razlika. Čeprav, to je njegov ded, kar je spet zelo blizu, pač dedove zapise si dal ven, ampak niso tako osebni, spet niso tako intimni, gre predvsem za podpisovanje dogajanja na vojski, ampak jasna pa je vseeno ta zavest med ljudmi, ne samo gospoda Vajksterja, ki je pač vnuk avtorja dnevnika, ampak vseh, ki so delili znanih zapis, da so čutili to pripadnost ali to dolžnost, da hranijo dediščino svojih prednikov, ki jih morda celo niso poznali. In pa ne samo to, da to tudi delijo, na vse zadnje težko vsoto so dali skozi, pokažemo ljudem, kaj je bilo, da pač, kar smo ponavljali v teh 4 letih veliko, da se to ne bi zgodilo. Kakšna bo nadaljna usoda tega zbranega gradiva? Bo portal ostal, spravi zdaj obletnice prve svetovne vojne, bo kmalu konec. Kakšne načrte imate nadaljevanje s tem portalom? Se pravi, portal ostaja, jasno, pač kar na internetu nikoli več ne izgleda, to smo ponavljali vse čas. Zdaj, gotovo ga bomo še osvežili, zdaj pridejo še ključni dogodki zaključovanja, mislim, da se vojna končala, ampak gotovo ga bomo še osvežili s kakšno vsebino, ne pa tako intenzivno, ne pa tako pač zavzeto. Kar se tiče gradiva je tam, tudi kontaktov vseh ljudi imamo, bili smo v stiku s muzejem, kjer sedimo, tudi z zgodovinskim arhivom Ljubljane, da pač to gradivo je tukaj, če koga zanima, to pač z veseljem delimo, večina uporabnikov je bila to pripravljena. Kar se pa navezuje morda na to, kar smo govorili, zdaj pač stoletje, zelo lahko je deliti ali pa lažje deliti nekaj izpričevanja spod 100 let. Trenutno imamo tudi projekt oblet 68, se pravi ta revolucionarno gibanje, vsi protesti, študentska gibanja, in smo dali isti poziv. Tukaj pa nažalost je tisto, kar smo se bali, prišlo bolj do izraza, jasno, ljudje so še živi, to so njihove osebne zgodbe, do neke mere daš to, do neke mere pa pač mogoče še ne boš delil celo širšo javnost. Lepo, da ste omenili ta projekt bo tudi predstavljen jutri v enem od panelov. Drugi partner v tem projektu. Gremo pa naprej. Eno vprašanje. Glede na to, da je razglednic toliko, na kak način ste se odločili, kako boste te razglednice predstavili javnosti? To je taka čudna naloga, ker jaz sem, naprimer, morala se razmišljati, komu bi vprašala najprej za razglednic. In ker jaz sem Američanka in dosti, recimo, jaz sem imela bolj bližji stiki z ljudi iz Zahoda, bom rekla. Jaz sem avtomatično se obrnila proti ameriški prijatelji in sem morala najdeti stvari v bivši Jugoslaviji, je bil malo drugače. Jaz sem kar šla na Facebooku, pa sem vprašala eno Srkinjo, ki je bila Aleševa prijateljica, s kom je komuniciral, lahko mi je poslala naslovi pa to pa ono. In potem na koncu, seveda prvi izbira je bila, kdo je reagiral, kdo je poslal stvari, kdo je, ker to je bil zanimiv proces, ker ljudi so, jaz sem sourednica knjiga in ljudi so bili kar počasni, tudi če sem bila v stiku z njim. In sem ugotovila seveda, ker to je Aleš je umrl pred 2 leti po, to je bilo za njih tudi emocionalno delo, da iščejo razglednice, jih najdejo, berejo, izberejo. To je, za njih je bil tudi eno težko vlogljanje v prijateljstvo z Alešem pa tako. In zato na eni stran jih je 5 esej noter, moja Šuštarko, ki je bila Aleševa prva punca in dobra prijateljica celo življenje, ali pa od srednje šole naprej, ki je dobila več kot 550 razglednic. Ona ni pisala esej, pravzaprav. Igor Štiks, Matjaž Pikalo, Aleš Berger, to so vsi korespondenti, s kom Aleš je poslal več kot 100 razglednic. Sicer
sicer sem dobila, sem dobila reakcijo, sem dobila razglednice ali pa ne. In recimo, da so neki ljudi poslali, jaz sem rekla, naj naredijo izbiro na osnovi podobe in vsebine in da naj izberejo čim bolj ne lepo zdravo svežano, da čim zanimiva vsebina. In potem oni so mene poslali tisti gradivo. In potem smo morali, in sem tudi rekla, da imamo seveda več novejše razglednice v prejšnji leti, kot je bil študent ali pa kot je bil v New Yorku, in da bi bilo fajn, če imajo starejše razglednica, naj dajo odraz na tem, ker smo morali povedati nekaj zgodba. Potem, to je bil mal izziv, potem enkrat, ko smo imeli tisti kup razglednice, potem jaz pa Nela Malečka, ki je bila urednica, smo šli skozi, pa smo izbrali, kar je bil najbolj ganjeno, kaj je bil najbolj zabavno, kakšne dobre podobe in tako naprej. In potem smo res se odločili, kako bomo to organizirali, ker je bil pravzaprav kompleksno, ker pri vsak dobitnik je zgodba, je kronološka zgodba, potem pri Aleševa življenje je kronološka zgodba. Zato je en velik spon, pa tisti majhni sponi. In tako smo nekako se odločili. Smo povedali njegovo življenje od srednje šole, študentski leti v Ljubljani, New York, ki je bil 7 let, potem to je bil neki, bom rekla, prelom med Jugoslavija pa Slovenija, med njegovi zgodni samski leti pa njegovi družinski poročeni bolj zreli leti, to je bil neki sredini. In smo izbrali dobitniki na osnovi, kam padajo v ta širši spon in potem v vsak, knjiga je organizirana po dobitniku, potem pri vsakemu je kronološko. In tako je bil zelo, nismo vedeli, kako bo na začetku, kako piše na koncu. In je super, res knjiga je krasna. In tudi mislim, da ker jaz mislim, da knjiga ima tudi neki sociološko vrednota, ker razglednice so nekako zanemarjena, kot bom rekla, kot žanr. So imeli večer literarni dogodek prejšnji teden, sem hotela malo, nismo dovolj govorila o tisti sociološkem aspektu, ker jaz sem prav, ko sem prišla v Slovenijo, ti si navada, da vi pišete, pa ste pisali razglednice iz morja, ali pa da otroci so bili nekako trenirani, da so poslali razglednice iz kolonije in starši so dali sedem v žepu vzgotilica, da oni bojo imeli. Vse to je čist neznano zame kot Američanka. In sem bila radovedna, kako je široka ta navada. Če je bolj jugoslovanska navada, ali pa je socialistična, komunistični državi, ali pa je romska, ali tako dalje. Pa nisem dobila dosti informacije, mislim, da to kot sociološki določji fenomen ni tako raziskovan. Ampak to je bolj osebno. In Aleš je dvignil vsebina razglednice na malo višji nivo. Nekdo v dnevniki so pisali, da to je zdaj, da to je kot nov žanr zdaj. Ja, in v enem intervjuju so rekli, da to je tako kot sodobno pisanje SMS-ov. Tako da v bistvu, če se vrnemo na neko sociološko ali pa kulturološko podstat, v bistvu neki načini komuniciranja ostajajo enaki, spremenijo se samo mediji, skozi katere komuniciramo. In na nek tak način bi lahko razumeli tudi dnevnike v prvi svetovni vojni, ker vedeti moramo, da pač meščanska kultura 19. stoletja vse v nekem določenem obdobju posameznika življenja so dnevniki zelo zaznamovali. Tisto, kar je meni po svoje zanimivo in tudi drugačno od recimo tistih dnevnikov, ki so jih mladeniči potem že po prvi vojni javno objavljali v slovenskem časopisu, ker ta praksa je tudi zelo pogosta, je, da je v bistvu to dnevnik moškega v srednjih letih. In zdaj sprašujem Majo, ali je bila tudi to ena odločitev, zakaj ste ta dnevnik izdali. Ker na začetku piše tudi zgodba lastnikov tega dnevnika, da so ga ponudili nekaterim inštitucijam in te inštitucije, ker pač jih to vrstno ukvarjanje zgodovino ne zanima, v tem dnevniku niso prepoznali nobene vrednosti. Ja, težko rečem, zakaj so se drugi odločili, oziroma se niso odločili za izdajo.
Gotovo je tudi pač vsi stroški, ki pridejo zraven, pa vsa ta logistika, ne pričakuješ namreč, da bo to morda nekaj, kar bo publika popadla in bo začela veliko brati. In to sem tudi gospoda, ko sva idejo razvijala, upozorila. Izdajamo zato, da bomo dali sicer bralcem možnost, da v to pogledajo, da verjetno prav grebi, potem pa ne bojo, k sreči sva se zmotila in v resnici stvar pošla v 3 tednih po izidu in mislim, da je zdaj nekaj čez 1000 izvodov prodanih, no, ampak to sploh ni tako važno. Ne, v resnici smo se odločili zgolj zato, ker se nam je zdelo dovolj redko ali pa izjemno gradivo, ohranjeno gradivo, da 360 strani je vojak popisal, kar je veliko, neko dosti sklenjeno časovno dogajanje, v bistvu od začetka vojne do skoraj do konca vojne. In ne samo pač dogajanje na bojišču, dogajanje v jarkih ali pa v bojišču, bil je namreč inženirjenje, bil zelo povišen očetovodjo, pa je skrbel za infrastrukturo, za gradnjo cesti, železnic, vsega tega, ampak tudi njegova intimna razmišljanja o nesmiselnosti vsega skupaj, o življenju, o naravi, o vsem, kar je opozoval in pa te opisi običajev, o Volini je namreč služil pač mest, ki jih je srečal in vsega tega. Pač zdelo se nam je zanimivo in dragocen pogled v neko osebno zgodbo, da pač pokaže jasno, kaj vojna pomeni na tej ravni, ne samo številke, ki so seveda v negativnem smislu impresivne, nas šokirajo, hkrati se hitro za tem s to statistiko pozabi, da je pač toliko pa toliko, da je vsaka ta zgodba končana, pa prekinjena, pa zavedno spremenjena, da so pozali nekaj plus, da ste me še vprašali, pa sem zdaj, kar se tiče pa ja, v bistvu je bil 37 let, ki je šel kar je v vojsko. Zanimivo je pa to, no, ker v bistvu je dnevnik dosti, v tem dnevniku zelo malo začutimo sploh omembo družine, oziroma zelo malo krat jo omenijo na začetku, ko se postavljajo od otrok objokani, se postavljajo od njega, ko gre na vlak, služi v vojske v vojno. Vmes omeni zelo lep poklon ženi, ki v bistvu je tista, ki je zdaj prevzela vse doma na svoje pleče, vso skrb za družino, ne samo za družino, za vse drugo. Omenijo takrat, sicer pa teh intimnih zgodb ali pa družine ne omenijo, včasih pomeni samo, kako se želi, se veseli, da se bo vrnil. Sicer se pa izredno izogiba te družinske tematike. Zanimivo pa je, ohranilo se je namreč o tem tudi nekih 2300 razglednic, ki jih je pošiljal domov, so izhranili. Tam pa začutimo to dinamiko med njim pa ženo, pa pač res na zelo osebni ravni, ki se pregovarjata, pač ali pričakujete novega otroka ali ne, zakaj mi ne pišeš, kje si. Ampak iz dnevnika je to popolnoma izluščil. Zdaj, lahko da je to naredil, ker je pač, kot rečeno, prepisoval te zapise, potem skupaj prepisal po vojni v dnevnik, tako da je neka sama cenzura, ki jo pač kasneje izluščiš. Mogoče je rekel, če bo to tedaj prav, ne bom teh intimnih stvari. Kaj točno zdaj, ne vem. So mi pa razložili, da v bistvu takih dnevniških zapisov je veliko in je dovolj značilno, da se družine ne omenja. Se pravi, družina kot neka intima, neko zatočišče, ki verjetno v tej vojni nima jasno ni prostora, to je potem, ko pride domov, doma več ne opisuje. To je bilo to, popisalo je vojno in to je to, zdaj pa začenja novo življenje, čeprav da polno drugačnem svetu. Ja, samo nakazali ste, pa bi mogoče dobro, da povemo, v bistvu neka odlika tega projekta je tudi zelo intenzivno sodelovanje med različnimi strokovnjaki, mogoče bi povedali še nekaj o tem. To bi bilo kar treba poudariti, vem, da so te zahvale po naštevanje, ampak je pač nujno zato, ker jasno, pač ideja je bila naša, ampak brez strokovne pomoči gospoda Štepca, ki nas je prej nagovoril, in pa Petra Svoljšak in pa Žiga Koncilja, ki je napisal spremno besedo in so skupaj, oziroma večji del opombe on prispeval, bi bila seveda stvar slabša oziroma vprašanje, če bi ugledala spod ključ. Tudi Renja Rovšnik je pomagala, veliko je bilo namreč nemških citatov, ki jih sploh nismo znali razbrati in smo dali veliko nemško govoreče ljudem, ampak je malo štorasto pisana nemščina, štorasti zapisi in je v bistvu bilo glasno težko to razpoznati in on je to uspela in tudi prevedla. Tako da ogromno sodelovanja različnih ljudi, ki so pač to, da smo to dobili. No, želeli smo namreč dati v jasno kontekst, ne samo tukaj je besedilo, ampak dati v nek kontekst, da lahko bralec razume, kaj smo bere, veliko je kratic, veliko je krajev, ki jih danes ne poznamo, pa so pač zato. Tako da, gotovo sem še pozabila, ampak ja, veliko je tudi.
ker smo nekoliko se že dotaknili tudi različnih medijev sporočanja. Zelo zanimivo mi je bilo, da je v bistvu ta knjiga, ki je bila res zelo lepo predstavljena tudi v javnosti, zelo hitro doživela tudi poseben odmev. In sicer so bile določene razglednice prikazane na zelo tradicionalni način na promenadi v Ljubljani. Tukaj imam eno sliko. Ja, lejte, tukaj imam eno sliko. Pa me zanima, kako je prišlo do tega, zakaj so se odločili pa tudi za tak način. Potem pa imam še eno vprašanje z malce bolj sodobnimi mediji za kolegico novinarko iz Petnega. Za ta projekt zdi se mi, da je nekdo mi je predlagal, da to bi bilo primerno, da tam smo uspeli. Ampak razmišljamo par stvari. Potem smo izbrali tiste izbire, kaj smo izbrali. Smo izbrali za ta projekt, smo izbrali turistični, ker so hoteli turistični razglednice pa za slovenski turisti in tam je prevedeno v angleščini. Zato sem imela, recimo, Soline, Grad, Triglav, tako dalje, da sem izbrala stvari. Pa tudi, kot vidiš, da sem Cankar, ker je leta Cankar, sem neki Narodni muzej slikan. To je bil ta izbira. In mislim, da pravzaprav je bil tako lepo, da ko sem šla tja, sem vedno videla ljudi, ki so natančno brali, pa tudi slikali, pa se smejali. Zato mislim, da to je bil izredno uspešen kao zunanje galerija. Ker vidim Cankar in ker razmišljamo o tisti razvozlanje nemščine, tudi smo imeli neki odločitev zaradi pisava pa take stvari. Knjiga je oblikovana od Tanje Radeša in, kot rečem, Nela Malečeva. In letos so imeli tudi knjiga Cankarjeva korespondenca originalne. In, to bi zanimivo, so se odločili, ampak ne vem, če sem natančno videla knjigo, ampak so rekli, da bojo imeli par pisma s prepisi, tipkano prepisi, slovenčne seveda, in potem bo bralci bo morali zmatrati in obvladati Cankarjeva pisava. In ker to je bil v glavi, v mladinski knjigi, in tudi Aleševa pisava je težko. Jaz sem imela težave razvozla Aleševe pisave včasih in jih je razvedena v 3 jeziki. Angleščina, srbohrvaščina, če smem upravljati, in slovenščina. In zato so bili vprašanje tudi prevodi. In na koncu smo se odločili, čeprav Tanja Radeš, ki je oblikovalka, je rekla, da misli, da to je tudi neki vrsta odnosno zgodovine, da ljudi ne znajo brati pisave več, mladi, da kar drsajo čez. Ampak jaz sem se bala tisti drsanje čez. Sem rekla, če ne bomo imeli prepisi, ne bojo ljudi brali. In zato, kako smo se odločili, da imamo, ker je toliko informacije na vsak strani, ker je podoba, tudi seveda pisava Aleševa in esej, pa to pa ono, da bi bilo preveč prevodi na istih strani oblikovanja odločitev in na koncu imamo vse predpisi pa prevodi skupaj, da lahko človek bere sprot predpisi vse v slovenščini. Mislim, da to je, smo dosti govorili o tisti razlika med SMS-i pa razglednice in ljudi so, v glavnem je tendenca, da podcenjujemo SMS-o. Če bi bil način to res, kako se reče, nahrani, to bi bilo tudi zelo zanimiva zgodovinska zapis ljudi dan danes, mladi recimo. Ampak mi imamo težave, recimo pri Aleševi arhivi, mi imamo desetletje, on je bil velik korespondent in imamo, mislim, da najprej smo začeli, imam študenta, ki mi pomaga, da jih je več kot 500 individualne mape za ljudi, ki so poslali. Ampak to so bili med leti, ki ni bil računalnik. Potem, seveda, je manj v zadnjih 10 let in dosti stvari so prišli prek e-maila v glavnem. In včasih je še tiskal mailov, ki so bili pomembni za njega, on je videl, on je tudi
pozorno gledal svoje arhive in kar dobro organiziral. Ampak seveda ni vse tiskal in te e-mailov pa tako. Ampak jaz mislim, da nekako ni fair, da rečemo, da to je nekak slabši način. To je način, to je naš način, ampak izziv je, kako bomo to hranili za zgodovinarji. Pa zadnja stvar, imam ena lučno zgodbo, lučno, žalostno tudi, da ko smo imeli tiskovko za ta knjigo, smo šli, je bil lep dan in potem dosti ljudi so začeli poslati razglednice med sabo, to je nekaj. In sem šla kasneje, par dni kasneje, sem šla na leževi grob in sem videla daleč ena taka oblika čudna, ker je sivka spreda, pa to je visok bel grob. In sem videla črna kvadrat, da grem bližji s poslovom, kaj je to. In je bil razglednica za Aleša in slika, ki je bil tako temna slika, črna slika na belem grobu, je bila grad Devina in je bil Levitova slika, pa strela in obrnjen in je pisava je v nemščini, zelo lepa pisava, nisem mogla brati, ki ne berem slovenče, in spodaj je pisal, pa brez datuma, brez podpisa, pa spodaj je pisal Also Sprache Rilke. In je bila prvi 7 vrstic religije. To je bil tisti, da je sprožilo, da ljudje so komunicirali med sabo, tudi prek razglednice spet bile lepo. Ampak res mislim, da posebej kot zgodovinarji ne smemo. Ta SMS včasih te mladi beremo, vas jaz tudi, včasih bereš kako se reče, thread, you read the whole thread of an SMS in pove cela zgodba. Ampak problem je potem telefon crkne in te stvari so zgubljene za vedno. Zato ne vem, kako bo se ta Ja, hvala za to istočnico. Tudi to je bilo eno od vprašanj. Želela sem za to omizje imeti še enega sogovornika, do katerega pa nisem prišla, ker so očitno tako zaposleni. In sicer želela sem dobiti enega blogerja, ker blogerji so mogoče i taki pečevalci sodobnosti, ki uporabljajo moderne medije, ki za ta žanr je značilno, da vzpostavlja tudi neko intimo, ki omogoča tudi ta distanca, ki jo imaš za računalnikom. In vprašanje marsikateri od teh blogerjev je zelo inovativen. Škoda je teh blogov, da bi se bomo rekli, z časovno distanco lahko samo nekaj let skupili. In me zanima, ker Maja prihajate iz takega medija, kako vi razmišljate to smer shranjevanja nekih starih sporočil? Vi tudi ste vzpostavili neke blogerske strani za to. Ja, smo, sicer imam točno jaz s tem dosti vezan, tako da ja, sigurno je blog ali pa recimo nek bo izziv za vprašanje najprej dokumentacija, samo sploh z tehnološkega vidika, kako se vse to shraniti, kako se vse to dokumentirati. Poleg tega, če prej ste omenili, da bi pogrešali, ne vem, neko pričevanje iz, ne vem, srednjega veka ali pa 17. stoletja, kakšnega krščaka, če zdaj smo veseli kakršnega kolikega tazga ohranjenega pričevanja iz preteklosti, je tega zdaj skoraj preveč. Zdaj to ovrednotiti, to da neko težo, mislim, se na nek način daje že spodna družba, pač jasno neki avtori so bili izpostavljeni nekaj manj. Zdaj blog je lahko že dosti avtorsko delo, se pravi, to tudi ni toliko mali človek, mislim, v tem pogledu, se pravi, lahko nek prepoznavno avtor, ki se ga bere, ki je uveljavljen. Zanimivo bo tudi vsi te komentarji, ki kažejo neko klimo družbe, kakršnokoli katastrofalno je, zdaj izhajam iz našega portala, pač ko spremljamo to, kakorkoli te šokira stanje, ko je razmišljanje in vsa ta nestrpnost, ampak na nek način daje to tudi pogled v trenutno razmišljanje o to, kaj normalen človek vidi, kako dojema družbo, se pravi, vse to je gotovo dokumentacija, ki je dragocena, kako se s tem izzivom skopati zgodovinopisnega vidika, bo pa verjetno samo glas stroka jo še čaka ta izziv, ne vem, pač verjetno. Sigurno je pa zdaj plus to, da je vsega več, kar plus pa ni, nisem pač vedno prišlo vsaka. Ampak tako, kot je gospa Erika rekla, jaz ne vidim v tem nujno pač nekega nazadovanja. To je naš način izražanja, nov način izražanja, to je zdaj treba sprejetni sistem, to razmisliti, kako se to kontekstualizirati, kako to vrednotiti, kako to arhivirati in pač za nadaljne generacije, ker to pač delo. Ja.
Ja, jaz mislim, da bi tukaj bila dobra debata tudi kakšnega predstavnika tistega dela naše stroke, ki se ukvarja z arhiviranjem gradiva. In upam, da bomo tudi do kakšne take debate prišli. Zagotovo bo tukaj potrebno tudi neko interdisciplinarno povezovanje. Veste, da pač tovrstne informacije, tudi informacije z družbenih omrežij, niso samo dragocen spomin in material za naše delo, ampak so tudi zelo dragocen vir informacij za politiko, ekonomijo, kot vidimo in slišimo in poznamo. In tam, kjer je veliko denarja, so že vzpostavili tudi neke mehanizme analiziranja, ki lahko iz množice informacij postavljajo neke vzorce ali pa neke izjeme. In tudi to bo en izziv, ki verjetno čaka tudi našo stroko in našo prihodnost. Pa bi mogoče vendarle šli še malce nazaj k komunikaciji, ki obstaja. Ravno knjiga Saj grem samo mimo kaže na to, da lahko tudi ob vdoru novih medijev določen posameznik še vedno uporablja drugačne kanale in da je treba tudi tam posvetiti neko pozornost. Mogoče bi vas za na koncu prosila obe za neko, bi rekla, res lepo anekdoto iz predstavitev ali pa same priprave vašega projekta, vaše knjige. Ne vem, sem že povedala vse moje anekdote. Ne, bilo je pa recimo mogoče zanimivo, ko sem brala predstavitve, so recimo poudarili, da je avtor Timur Zgednic menil, da se je izgovorjena beseda izgubi, napisana pa ostane, ampak glavni razlog je, da se pusti neka sled in pozornost. Jaz sem mislim, da bi nekaj provokativno rekla, ker ste skozi cel dan rečete intimnosti. Jaz sem dala kar intimno razglednico tukaj, kjer je že mene pisal. In sem bila prav živčna zaradi tega. Ima beseda pička noter. In mi smo kar hecali v mladinski knjigi, we call it the pička postcard. In če naj to vključimo ali pa ne, ali pa tako. In to je anekdota, bom povedala, zakaj sem tako se odločila. Ampak to je tisti ljudje, ki so, recimo, če imaš ta želja ali pa voljo, da te pokažeš te stvari v javnem prostoru in zakaj. In kot rečem, jaz pa še dosti bil odprt kot človek in jaz sem tudi. In sem pisala, da vsebina Aleševi razglednici so imel tak spon od banalnosti do čestitke dosti za ljudi, ki so zmagali nagrado ali pa dobili nagrado ali pa tako, pa tudi erotične. So jih tale, moj pička postcard, ki je bil od pičke do joške, do pasta, do vino, do mizo, je bil tak bolj radost kot erotika, bi rekla. In to je bil moj najljubša razglednica. In zato je bil tako odločitev. In prav, če razmišljamo, to je moja odločitev, ampak če razmišljamo, kako ljudi se odločijo, mislim, da je zanimivo. Vse delo, dosti delo je avtobiografsko, ima avtobiografske elementi. In zato mi, ki pišemo to, ali če je v romanu, v obliki romanu, ali pa v obliki blaga, ali pa v obliki avtobiografsko delo, ali take stvari, moramo se odločiti, kaj bomo vključili, kaj bomo pustili ven. Ampak, in mislim, da je zanimivo, da sem bila tako živčna zaradi tega, ker zakaj pustimo ven erotike ali pa sporne odnosi med ljudmi. In se spomnim ta Kosovel, koliko je neokusno, da bi to sploh spekulirala v tej knjigi. In mislim, da je zanimiva stvar, ko človek umre. Potem, če družine še vedno tukaj, pa razmišljamo, potem impuls je to, da, ne vem besede v slovenščini, that we sanctify the person, we make him into a saint. In seveda erotika, spolni odnosi, to ni del tega. In tako mi gledamo, in to
To je zelo težka stvar za me, na primer, ker tudi če ne verjamem, da to je pravilno, tisti pritisk, da človek je umrl, potem postane nekako kip, ali kot ne več človek. In mislim, da to je narobe. Ampak je res, da ta pritisk je tako močno v družbi, in ne bom rekla samo v slovenski družbi, ampak tudi kurno-katoliška tiste vrednote, pa tako, kako mora vnašati vdova, kako moramo razmišljati o človek, ki ni več. Ta pritisk je zanimivo in mislim, da je narobe. In v vsej tisti predstavitve knjige nobeden pravijo intimno, ampak nobeden omeni ta razglednica, ki sem tako se bala, da bojo omenili, pa bojo mi tožili. Ampak je zanimivo, da niso, ker je tako, da je tabu. In me zanima tisti tabuji okrog ljudi, ki so umrli in preteklosti. In to je zanimiva stvar in to ne govorimo dosti, ne govorimo sploh o tem. In jaz soočen s tem, ker jaz mislim, da ni prav, da damo ljudi, da rečemo, zdaj ne smemo govoriti o seksu, recimo, ali o intimni stvari s človekom, ki je umrl. To je del življenja, pa to je, tiste intimnosti je, zato mislim, da to je tudi vidi pri tem, da mi gledamo umrli ljudi drugačno, kot gledamo. To je drugačno v življenju, bi gledali. Zato jaz malo govorim proti tebi, ampak tudi nisem res strahu na tem, sem vedno malo žučna, rečem, to je neokusno ali pa ne, ampak kaj. To je moja odgovornost, ampak borim se proti te tabuji. To je Ja, hvala. Jaz mislim, da ste odprli en zelo pomemben metodološki problem marsikaterega ukvarjanja z, bomo rekli, najširšim spektrom vsakdanjega življenja, tudi v intervjujih v ustni zgodovini, dostikrat lahko izpraševalec naleti na to bariero, ali z neke samocenzure posameznika, ali cenzure ljudi, ki so ali ki jih ni več. Pa bi mogoče Maja še tebe vprašala, kaj ste pa vi dobili mogoče najbolj nenavadnega, ko ste zbirali to gradivo? Predvsem ali samo ta dnevnik? Ne, lahko tudi drugače. Pa mogoče tudi, glede to, da imate zdaj tudi že izkušnje z letom 1968, kako pa tam? Kot rečeno, tam so posebej zadržani, mislim, čeprav, kot slišimo, je bilo glasno ravno med timi zanimivo prebito leta. Ne, mogoče bi se samo dejansko je ta strah pred intimo zlasti pri predstavljanju ali pa pri obravnavanju ljudi, ki jih poveličujemo, ki so umetniki ali pisatelji ali likovniki, se mi zdi, da so posebej v slovenskem prostoru pomanjkljivo. Zdaj, pisatelji na nek način svojo intimo pogosto dajo tudi v svojo literarno delo. Ne vem, mi to mi niso pomeni. Na nek način vsi avtori deloma lahko pišejo tudi avtorji biografsko. Kaj pa jaz kot umetnostna zgodovinarka to pogrešam pri likovnikih in to je recimo zanimivo. V tujini veliko bolj razširjena ta biografija, ta žanr biografija, kjer zelo intimno in zelo podrobno pokažejo vse vidike umetnikovega življenja. Zdaj, nam se zdi morda to nek način trač, ampak v bistvu je vse vplivalo na prek tega lahko tudi res razumemo. Najbolj očitni primer je, ne vem, mogoče Pablo Picasso, vemo za vsako ljubico, ki je imel za vse, kaj je bil, kdaj je bil s kom skupaj, pač kaj se je dogajalo in v bistvu na ta način interpretiramo velike slike, zelo pomembne slike, razumemo tudi na podlagi tega, da vemo, kdaj sta bila, kako sta bila, kako se je tisto se dogajalo. Pri slovenskih likovnikih 20. stoletja, jaz sem se starejši, v bistvu pač, kakor je ta časovna distanca to laže, to na nek način pogrešam, ker jasno mi se vsi poznamo, tudi tukaj vsi tisti, ki piše knjigo, so prijatelji, težko biti to intimo, noben ne bo tega vendal, ampak gotovo je pokoristno pri nekaj, kako se biti radovedni, čeprav ne bomo se legalci, da tudi smo, ampak to veliko pove o njegovem razvoju, njegove umetniške profili. Kaj sem posebej, ne vem, v bistvu ni bilo kaj tako zelo osebnega, jasno, pač večinoma gre, kot rečeno, za drobcene izseke iz neke zgodbe tragične, neko manj tragične tistega časa, nekega vojaka, neka fotografija, nič tako blazno pretresljivega. Še najlepša stvar seveda ta dnevnik z vsemi temi podtoni, z vsem tem njegovim razmišljanjem. Ne vem, ko na vzhodni fronti nekega dne sedi pa gleda v zrak, kako se lastovice selijo na jug, pa jim reče, sporočite ljudem tam dole, naj ne bo tako nespametni, ki se tukaj borimo,
bodite srečnejši, kot njih kultivirani in civilizirani ljudje. Pač te stvari sem bile mogoče tako, ko sem najbolj odgovorila, da sem zdi, da so vredni pozornosti. Ja, najlepša hvala obema sogovornicama. Nimamo več veliko časa, mogoče se je pa v publiki vseeno poradilo še kakšno vprašanje, pa dam možnost za eno ali dve vprašanje iz publike. No, če se noben ne opogumi, potem nas mogoče pejmo z pogumom urednic, intelektualk, v bistvu na kavo in z veseljem poslušam potem referate, ki bojo sledili. Upam, da bomo sledili z vedno bolj pogosti evropski praksi, tako kot je naredil MMC, različne inštitucije že tudi digitalizirajo in v spletni svet dajo tovrstne informacije. Zdaj pa si res vsi skupaj privoščimo kavo. Obema sogovornicam pa še enkrat hvala za sodelovanje.